Pozdravljeni na Radio Ognjišče in Planet TV, je z vami spet oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat v njej gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Najprej dober dan. Dober dan. Kot vedno bova tudi danes začela z dobro novico in sicer povezana je s papežem Leonom. Imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Torej, govorila bova v začetku o papeževem obisku Španije. Kako ste ga vi doživeli? Torej, osebno sem ga spremljal z posebno zavzetostjo, ker sem v Španiji preživel več kot 2 leti svojega življenja in tam tudi opravil noviciat. In vse te kraje, kjer jih je obiskal, razen Kanarskih otokov, sem seveda tudi jaz že obiskal. In me je zanimalo, kako bo ta obisk. Geneza obiska je pravzaprav bila v Kataloniji, v baziliki Svete Družine, kjer so že pred leti načrtovali, da bi na 100-letnico smrti arhitekta Gaudija nekako zaključili v višino cerkev in posvetili ali blagoslovili najvišji stolp te čudovite bazilike, ta stolp Jezusa Kristusa. In seveda obisk Barcelone, potem bi bilo čudno, če ne bi bil tudi še obisk Madrida in iz tega nastalo potem eno dolgo potovanje po Španiji. Papeža smo zdaj že videli v Afriki na enem dolgem potovanju, ampak tam je obiskal več dežel, se je vsaki dežel ostalo dan, 2, medtem ko pa zdaj je bil v eni državi 6 dni, skoraj da 7, skoraj praktično teden dni. No, in smo res lahko videli to, kako se je zdaj tudi Leon 14, jaz bi tako rekel, ustoličil kot župnik sveta. Španci so poznani tudi po tem svojem oboževanju športa, in potem smo videli te štadione polne ljudi, ki niso gledali zgolj na žogo, ampak tam darovali sveto mašo. In trge, torej recimo vigilija, bdenje papeža na Avenida Castellana, tale glavna vpadnica s severa, ob kateri je tudi Santiago Bernabeu stadion. No, tam je bilo 500 milijona ljudi. 500 milijona ljudi, večinoma mladih, seveda se je Španija, ampak 500 milijona mladih. Tiste prizore, ki sem jih tam videl, so me zelo spomnili na Svetovni dan mladih v Madridu. Leta 2011, takrat nas je bilo 2,5 milijona iz celega sveta. No, zdaj pa 500 milijona Špancev. In odkot so se vzeli te silne množice mladih Špancev in odkot to strašno navdušenje nad papežem, Ker so nas ves čas nekako opozarjali, kako je Španija vse bolj sekularna, kako ljudi to vse manj zanima. Tako, ker tudi španska vlada, tak je zdaj, recimo, je precej ateistično usmerjena, moram reči ateistično, recimo, ta španska vlada, za razliko od naših slovenskih vlad, ni sposobna čestitati Božiča, ga nikoli ne čestita svojim državljanom, Pedro Sánchez ne gre nikoli k maši. Zdaj pa je bil, zdaj so ga pa nekako papeža obisk Barcelone, ga nekako navede do tega, da so ga prvič videli pri sveti maši kot predsednika vlade. Torej, in potem zgodba v Španiji je tako kot zgodba v mnogih zahodnih deželah, da pač sekularizacija zmaguje, množice se oddaljujejo od cerkve, številke so take pa take, imaš vedno tiste številke, oddaljevanja. No, potem pa greš v stvarnost, pa se zgodi nekaj takega, ki to prekliče. 500 milijona mladih s papežem v večernih urah poje, moli, posluša Božjo besedo, pove, da ta sekularizacija ne napreduje tako zelo hitro, kot si nekdo to predstavlja in da je tudi v tem lahko neke propagande, da prikazujejo padec katolištva v slavni katoliški Španiji. Torej, tako da so tudi sami Španci, se pravi tudi katoliški mediji, bili presenečeni, tudi v katoliške medije in v katoliško javnost se vneslo neki pesimizem, kako zamiramo. To tudi v slovenskem prostoru lahko opaziš podoben pesimizem, pa vdanost v usodo, se več nič ne more.
da so sami bili presenečeni, da odkot taka množica in tako navdušenje. In vplivni katoliški tednik Vida Nuova je v uvodniku zapisal stavek España es katolika. Španija je katoliška. Videli smo in dokazano je, ulice so pokazale, Španija je katoliška. No, nekako smo se lahko spomnili tistih najboljših dni, ko je po svetu hodil in oznanjal evangelij kot župnik sveta Janez Pavel II. Tako je, Leon, vse tudi pri papežu Frančišku je bilo to obdobje, ampak potem je bil koronavirus in bila je potem njegova bolezen, ne, ki je zavrla ta njegov stik z množicami in dvigovanje množic, ne, animacija množic. No, zdaj pa z Leonom 14. smo mislili, smo dobili bolj redovnika meniha, ne, ki bo delal tako kot sveti Avgustin uči v srcu najprej, ne, Bog v srcu, to je izhodišče, molitveno življenje kot izhodišče, intima kot baza krščanskega življenja, to je avgustinovsko, in smo ga mogoče že malo, in prvi mesec so kazali, da bo šel v to smer, in smo ga mogoče že malo tako pričakovali, no zdaj pa je prišel ven. Po letu dni pa je prišel ven tako z encikliko, ki je navdušila svet, nagovorila svet, tale o umetni inteligenci, ki smo tukaj že komentirali, potem obisk Afrike, potem njegov močni pozivi k miru in njegov spopad s Trumpom, ne, ta skoraj epski spopad med ameriškim predsednikom in ameriškim papežem, ne. Torej, to smo videli in zdaj še ta obisk Španije in res je, zdaj v mesecu dveh nekako se spostavlja kot župnik sveta. Ta karizma sodobnega papeštva, ne, se spet dviguje. Preteklo papeštvo je bilo bolj mogoče zaprto v Italijo, potem celo nekaj časa, dolga desetletja, ne nekaj časa, se je papež sam sebe razglasil za vatikanskega etnika, takrat, ko so Italijani uničili papeško državo in zasedli Rim in je papež ostal samo ta Vatikan in potem je Pij IX leta 1870, ko se je to zgodilo, rekel, jaz sem vatikanski jetnik in to vatikansko jetništvo je trajalo do leta 1929, ko so potem se naredili sporazumi med Vatikanom in italijansko državo. Takrat se tudi postavila ta via conciliazione, pomeni ulica sprave, ki v osnovi pomeni sprava med državo in cerkvijo, ne, ki še zdaj nas pelje tam k Vatikanu po tako široki aveniji. No. In ta papež, vatikanski jetnik, je zdaj v globalnem svetu ne potrebujemo več vatikanskega jetnika. Potrebujemo župnika sveta. No in zdaj vidimo, da tudi Leon 14. to karizmo ima. No, vi ste seveda študirali v Španiji, tudi vaš red izhaja od tam, tako da spremljate seveda tudi španske časopise. In me zanima, glede na to, da pri nas nismo nič kaj dosti poročali o tem, teh trenjih med Španijo in Katalonijo, je bilo to tukaj, recimo iz španskih medijev, kaj bolj poudarjeno? Gledalce in poslušalce opozoriti, ne, zdaj, ko se to na prvenstvo naj spremljajo špansko reprezentanco. Španska reprezentanca nima besedila k himni, to je samo glasba. Ni besedila. To je ena redkih primerov, da himna je, ampak samo instrumentalna, ne pa torej besedilna. Besedila himne ni. Ker takoj, ko bi ti dal noter besedo Španija, Katalonci ne bi odprli ust in Baski tudi ne. Oni rečejo španska država. Rečejo, mi ne živimo v Španiji, ampak v španski državi. Takoj, ko bi dal noter besedo kralj, bi Katalonci, v himnu pravim, ne, bi Katalonci in Baski tega besede ne izgovarjali. In so našli to čudno rešitev, da himna nima besedila. Čudna rešitev. Pa španska poetika, pesništvo, pa tam bi lahko šli daleč nazaj že do Cervantesa in do vseh teh velikih pesnikov, že tistih ustanovnih pesnikov, pa bi našli eno pesem, ki bi opevala njihovo deželo, ampak ni. Zato, ker so ta trenja notri tako močna. No in tudi zdaj pri papežovem obisku je to bilo malo prisotno. Na Twitterju in torej na X-u itak, ne, tam so se prav malo že bojevali, kaj vi v Madridu, ko ste papežu naredili neki ulični šov, poglejte, kakšno eleganco je papežu pripravila Barcelona.
ne, in kakšno vsebino, vi ste tam nekaj skakali z nekimi klovni, res so tam v Madridu so uprizorili v bistvu en star musical iz 80-ih, kjer klovni oznanjajo evangelij. To je en star musical, ki je v 80-ih bil zelo popularen in so klovni oznanjali evangelij, Matejev evangelij. In ta musical so zdaj uprizorili pred papežem. Zdaj, če ljudje to ne vejo, ne razumejo, kaj klovni skačejo okrog papeža, ampak je v bistvu to bil Matejev evangelij, ne. Ampak malo smešno zgleda, ker je malo zastarel model, to je v smislu Jesus Christ Superstar ali pa Hair, lasje, ne, teh musicalov. No, in je bilo to tekmovanje, potem je bilo tekmovanje, kako bo papež molil. Katalonci so zahtevali, da blagoslovna molitev najvišjega turna oziroma stolpa svete družine mora biti v katalonščini. Španci so navijali seveda za špansko verzijo, potem se je to rešilo z latinščino. Hvala Bogu, da jo imamo, ne. No, in tako je bilo teh stvari kar nekaj. Sta pa bila dva različna koncepta, ne. Madrid je bil množičen. Tam se je videl ljudstvo okrog papeža, množičen. No, tu pa je bila res vsebina. V Barceloni pa je bila vsebina. Vsa usmerjena v sveto družino, v baziliko, v arhitekturo, v sporočilo umetnosti, vere, ne, in vere, pa velik Antonija Gaudija, tega velikega božjega arhitekta, ne. In kar smo videli v Barceloni, je bilo veličastno. Res moramo čestitati Barceloni in Kataloniji za prvič, da so 140 let gradili in še gradijo, se še ni končana, ne. Vztrajajo, ja. In gradijo po pravilu, da se gradi samo iz darov vernikov, ne iz nekih fundacij, ne iz države, samo iz darov vernikov. Zdaj so pač naredili tako, da je vstopnina dar vernika in da potem tisto, ko daš 20 evrov, da vstopiš noter, tisto je za gradnjo, ne, in za vzdrževanje, seveda. Torej, in da so tudi ta papežev obisk pripravili z občutkom za, bi rekel, teologijo, estetiko in sploh idejno sporočilo. Izjemnim občutkom. In naredili so izjemen program, ne, ko papež po maši seveda blagoslovil. Potem smo videli tiste monserratske dečke, ki so zapeli najprej tisto klasično koralno petje, Hozana na višavah. Potem so dali vsem udeležencem lučke v roke, ampak lučke, ki so bile povezane z nekim programom in preko Wi-Fi ali pa Bluetootha nekako zvezane in so se prižigale in ugaševale tako, kot je tisti program načrtoval, da so ljudje sodelovali dejansko, ne. Potem so dali te moderne elemente, drone, ne, in ognjemete. Na koncu se pa je nad Barcelono iz dronov izrisal obraz Gaudija, ki je tako pogledal na baziliko in se nasmehnil, ne, iz dronov. In napis, ki pa pravi, da ni bil, da so ga na televiziji dodali, da pač ni bil tam v zraku, napis Gaudijev znameniti stavek v katalonščini tokrat, najprej ljubezen, nato tehnika. Sam arhitekt, ki ima tehnično pamet, estetsko in tehnično pamet, torej zapiše, ampak prva je ljubezen, potem tehnika, potem pa Sagrada Familia nastane, ne. Katera ljubezen? Ljubezen do Boga. To je vsekakor dobra novica. Ja, izjemno. No, Španija je, kako bi rekel, nas je nagovorila, presenetila, sama sebe presenetila in še tudi nas pozitivno. No, midva bo odšla zdaj od zelo dobre novice k tisti nekaj slabši oziroma lahko bi rekli k žalostni novici. Namreč na Štajerskem sta v enem samem pastoralnem letu med bogoslužjem umrla dva duhovnika, stara okoli 50 let in sicer, se pravi, in medias res, bi lahko rekli. Ja. To je zelo tragično, ne? Govori pa seveda o obremenjenosti, govori o tem, kako ta pastoralni model združevanja več župni, ko recimo imaš 3 župnije, pa imaš 3 veruke, pa imaš 3-krat bogoslužje, pa imaš 3 župnijske pastoralne svete in tako naprej, na duhovnikih pušča velike posledice, ne? Ja, torej, ena gospa mi je rekla ta stavek, kaj to zdaj pomeni, ne? Ko smo se pogovarjali o tem, da je še en mlad duhovnik, mlad, to se pravi Abrahamovec, 51 let star tokrat, no.
še en mlad duhovnik umrl med bogoslužjem v duhovniškem mašnem plašču. Torej, kaj to pomeni? Ne? Kristjani smo pozvani k branju znamen. Branje znamen, to je naš razumevanje Božjih sporočil in Božje volje. In smrti duhovnikov, v bistvu je to zdaj v 3. letu že 3. smrt na Štajerskem, samo govorim, je pa ena faza takih smrti mladih duhovnikov ali pa duhovnikov srednjih let že bila prej v ljubljanski nadškofiji, v prejšnjih letih. No. Zdaj pa zgleda, da na Štajerskem bolj ta udar prišel. Torej, da iz tega razberemo, kaj nam hoče Bog sporočiti. Ne. In to je zelo težko razbrati, ker smo sredi čiste tragedije. Ne, torej, in se zdi, kot da nam celo sporočajo, kot da dobivamo dvoumna sporočila iz nebes. Ne. Duhovnikov ni, ampak še vam jih bomo vzeli. Še jemali vam jih bomo. Ne. Srčni infarkt v enem primeru in v drugem primeru pik ose. Ja, alergija na oso, ja. Ne, kaj to pomeni? Ne? Zdaj, prvo, treba ljudi umiriti. Ne? Mi ne smemo zaiti neko magično razmišljanje ali pa Božjo milost razumevati kot, ne vem, tisto, ko imamo Asterix pa Obelix, tisti čarobni napoj. In vse ima duhovnik Božjo milost, mu je dana Božja milost in on zdaj vse zmore. Češ, Asterix, Obelix spijo čarobni napoj, zdaj pa vse zmore. Saj Božja milost ni čarobni napoj, to ni magija, ne? To je Božja prisotnost, to je Božja ljubezen, ki je s tabo. Njegova moč, ki se ti daje, njegova modrost, ki se ti daje. Torej, ampak pri ljudeh je včasih ta občutek, ne, da imamo duhovniki, kako bi rekel, ta kotel čarobnega napoja kar naprej pri sebi. Teh Božje milosti kot neki čarobni napoj. Ne. In potem se čudijo, da kaj ne delujemo. Ampak duhovnik je enako kot delavec v pisarni, delavec na traktorju, kmet, delavec na avtocesti, ki dela enako, ima krhko telo, ima srce, ki lahko popusti, ima živčni sistem, ki se skrha, ki se utrudi, ki ne deluje več tako, kot treba. Ne. Je človek, v celoti človek. Včasih to je naš škof Maksimilijan na lanskem pogrebu, lanske te tragične smrti, tudi rekel, ne, da se pričakuje, da smo duhovniki supermeni. In ne samo pričakuje od škofov in ljudi, tudi duhovnik to absorbira. Jaz to vse zmorem, jaz to moram. Kdo pa, če ne jaz? In tu postane duhovnikova stiska metafizična v smislu, če ne bom jaz podelil, recimo, poslednjega olja in spovedal tistega človeka, ki umira, ali bo šel v nebesa. In jaz si zdaj lahko prevzamem odgovornost za večno življenje nekoga, ki me je rabo v smrtni uri, mene pa ni bilo, ker sem imel telefon izklopljen. Ne? In potem mi te stiske in to jamnemo nase in se seveda nas to utruje. Ne? Moraš biti, torej, duhovniki danes rabimo molitveno podporo ljudi in rabimo tudi redno spremljanje, da imaš duhovno vodstvo, se z nekom, ali pa duhovniška družba, si te stvari povemo, da si to povemo. In da nismo supermeni, ne, da smo šibka bitja. Z tem velikim poslanstvom pač, ne. To je, no, druga naslednja stvari so pa seveda, da se mora cerkev tudi vprašati, tako kot ste rekli, ne, torej, o tem sistemu združevanja župnij. Lahko je reči, te tri fare bojo pa zdaj skup. Ja, koliko imaš ljudi? Ja, enega, ne. Recimo, lanska smrt, duhovnik je med pogrebom umrl, sicer ne dobesedno takrat med obredom, ampak med pokopom in mašo, ne. On je pokrival spodnje Posotelje, od Bizeljskega do Dobove. To so 3 župnije. To je 25, skoraj 30 kilometrov razdalje, ne. En duhovnik. To so vsekakor tragične stvari, nadaljujeva pa po oglasih. Spoznanje več, predsodek manj, z nami magister Branko Cestnik.
Ostala sva pri teh tragičnih dogodkih na Štajerskem. Torej, kako naprej? Se pravi... Ja, torej, ljudi je treba tudi razsvetliti, ne, da so to, kar se že trudimo ves pokoncilski čas, da so soodgovorni za župnijo in da naj iz sebe najdejo može in žene, ki bodo prevzeli čim več stvari na župniji. Takšnih, ko jih duhovnik nujno ne rabi delati. Ne. Se pravi, duhovnikovo je spovedovanje in maševanje, to je najbolj ožje. Že krsti, recimo, so lahko od diakona, pogrebi so lahko od diakona. Ne. Torej, to, da se to osvestimo in da se bolj zavedamo, kakšno je življenje duhovnikov. Ne. To je veliko nekih tabujev, ljudje imajo veliko predsodkov. Me preseneti, da ljudje, recimo, ki so v župnijah aktivni, tudi zelo aktivni, še zadnjič sem imel še pred kratkim en primer, je prepričan, da jaz imam državno plačo. Pa ne vem, odkud dobijo te informacije ali kaj, oziroma kako mi komuniciramo, kakšna je duhovnikova ekonomija. En primer, recimo. Ne. Ali pa recimo prepričani, da itak imamo vsi gospodinje. Nimamo. To srečo sem se jaz danes sam speglal, sem pozorne gospodinje bodo videli, da je slabo speglana. Ne. Sem se sam speglal, kdo v meni speglal srečo, kdo pa. Nimam gospodinje. Nikdar je nisem imel. Ne. Recimo, so pa kar nekaj prepričanja, da smo mi tak neki fino, lagodno življenje. Enkrat me en fantek je rekel, ne, ko imam šolo takoj zraven, mi je rekel, pater, jaz včasih mislim na vas, ko gledam Faroš. Mislim, kako lepo, da misliš na svojega župnika, tu pa tam je šolo, samo da se boš učil, ne, glej, da ne boš pozabil se učiti v šoli. Ja, mislim, kaj delate? Sem rekel, lepo, kaj pa si misliš, da jaz delam? Nič. On gleda iz šole Faroš in si misli, kak župnik spet nič ne dela. Jaz pa sem vmes pisal romane, ne. Ampak nekje doma... Si pripravljal na pridigo, na sestanek župnijskega pastoralnega sveta, na predavanje, na škofiji in tudi na oddajo na... Tudi na to oddajo, recimo, ne. Ampak tega, če te ljudje ne vidijo s kosilnico v roki, pa da ne švicaš tam za oltarjem, pa da, ne vem, nekaj tam ne delaš okoli, misli, da nič ne delaš, ne. Torej, in so ti predsodki in to bi ljudje, katoličani najprej morali to se odstraniti, pa bolj pogledati, kakšno je realno stanje naših ljubih duhovnikov, ne. No, še nekaj je treba nekako si vzeti v zavest. Namreč, ko župnik umre, tudi če umre med bogoslužjem, nikjer ne piše, da bo na njegovo mesto zdaj prišel drug duhovnik, ker duhovnikov ni. Kaj se bo zgodilo v župniji Rače-Fram? V Rače-Fram, to sta dve župniji. Kjer so farani zelo tako tragično sprejeli. Zelo tragično so sprejeli. Jaz sem tudi govoril, en izmed njih, ki je župnijski sodelavec, mi je to tudi bolj povedal, kako je bilo. To je bilo, veste, nedeljo, med nedeljsko mašo, sicer popoldan, med mašo na podružnici. Podružnica je Planica, Sveti križ Planica. Je še ena Planica, ampak na Pohorju, ne. Popoldanska maša, kot so te maše na podružnicah, dostikrat popoldan, torej 50 ljudi, kar za tisto raztepeno pohorsko okolje ni malo, ne, kar dosti. Med farani, ki so bili pri maši, tudi zdravnik je bil pri maši, ne. Ampak vseeno, ker ni se zgodila potem ta nesreča, ta pik tega insekta. In potem pa med pridigo se je duhovnik začelo ga dušiti, več ni mogel pridiga. Pridigal pa je, kar je bil evangelij prejšnje nedelje. Pridigal je, žetev je velika, delavcev pa malo. Pridigal je o sebi, o delavcev na žetvi, ne? In o tem, kako nas manjkuje. O tem je pridigal. No, in potem se tista novica, bili so vsi tam pomagali, tudi defibrilator so imeli blizu in so mu tudi s tem pomagali, ampak ni pa bilo injekcije, ki bi mu rešila življenje, ne. Mogo bi dobiti isto injekcijo, adrenalinsko, in bi potem bilo upanje, da se reši, pač veliko večje. No, potem pa se novica raznesla in so potem zvečer v obeh župnijah takoj naredili molitve. In zdaj, to je pa zdaj tak, da dopoldan si še župnika videl pri maši, še krst je imel dopoldan, relativno mlad gospod, 51 let star, dopoldan ga vidiš pri maši, si mu hvaležen, da je mašo naredil. Zvečer ob 7 pa imaš molitveno uro,
ker je preminil. Ne. To je tako prevelik šok. Ne. Mogoče bi celo boljše, če bi en dan počakali s tem. Ampak ker so se jokali tam na molitvah, ne. Veš, da to je bilo preveč blizu. No, tako, ampak gledajte, te dve župnije, recimo, je pa on pripravljal ljudi in je to večkrat opozarjal, duhovnikov nas ni, morate prevzeti. In dosti so ljudje tam prevzeli. Rače, Fram, niso tako, bi rekel, župniji brez laikov. So župnije, kjer imaš neko jedro, vendarle. Ampak seveda to jedro, ki bo zdaj moralo iti naprej, župnije pač morajo živeti naprej, se bo moralo navaditi, da več duhovnika ne bo. Ali pa, da ne bo, da bo mogoče duhovnikov drugod prihajal, da bodo manj. Ne? In to se včasih ljudje težko navadijo. Včasih ljudje, se pravim, v katoliški cerkvi včasih imamo pri faranih ljudi, kot se ti zdi, da ne znajo šteti do 3. Zato, ker so čustva močna. In hočejo imeti duhovnika in od škofa zahtevajo duhovnika, od škof pa jim ne more dati, ne morem iz nič narediti duhovnika. Ne. Tega včasih ljudje ne razumejo. In zdaj smo vsi pred enim velikim preklopom, da se moramo navaditi misliti župnije dostikrat že brez duhovnikov ali pa brez močne navzočnosti duhovnikov in da se moramo navaditi iskati evharistično tolažbo in evharistično življenje, se pravi sveto obhajilo, nekje dlje v stran. Cerkve so prostorne, prostora je. Ne, lahko imamo eno mašo za 2-3 župniji skupaj v nedeljo. Pač se treba v avto vsest, pa se malo nekam odpeljati. Te stvari bodo pač ljudje morali bolj prevzeti. Mi smo pač zelo vezani na tradicijo, vsak se bi se oklepal svojega zvonika in svoje cerkvice in svojega oltarja. Je pa treba videti širšo sliko, videti stanje cerkve v Sloveniji in v Evropi nasploh, no in tudi sam sebe pripraviti na neko drugo podobo ali pa drugo organizacijo cerkvenega življenja. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Začeli smo s papežem, Španijo, pa predlagam, da se na nek način malce tudi vrneva nazaj. Namreč vrnila se bova k nogometu. Tudi papež, ko je bil v Španiji, se je srečal na eni strani torej z tistimi, ki so glavni v Real Madridu. So mu podarili tudi majico z njegovim priimkom na hrbtu. Zelo zanimivo pa je seveda, da ravno v tem času poteka svetovno prvenstvo v nogometu in na nek način nas seveda vse skupaj zanima. Že papež Frančišek se je pravzaprav zelo angažiral kot navijač, kot nekdanji igralec nogometa. Zakaj torej nogomet, svetovno prvenstvo v tem času, ko poteka, ima tudi tako močno humanitarno oziroma humanistično noto? Ja, res. Papeži so v športu vedno lepo govorili, ne? Čeprav mi, kakšni župniki, se včasih jezimo na šport, ker nam jemlje otroke v nedeljo dopoldan. Ko so svete maše, treningi pa tekme. Ne? In potem s kakimi ministranti in to ono so tam preživijo. Ali pa cele družine potem zaradi tega so na igriščih na mesto pri maši. Ne? Pa niso slabi katoličani. Torej, ampak ja, načeloma je šport nekako zaveznik duha. To je po tistem načelu, ne, da zdrav duh v zdravem telesu. Ampak to načelo ima še en stavčič ali pa enih par besed prej, ki pa jih ne povemo. To izhaja od pesnika Juvenala, latinskega pesnika iz rimskih časov, ki je zapisal: moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Ne? Orandum est, pravi, moliti je treba. Naj se moli. Torej, in se pravi, že antični so videli, ne, da torej človek je kompletno duhovno bitje, potem psihološko bitje, ne, in telesno bitje. In da vse skupaj nekako povezano, da ni telo
da na stran molitev in duha in potem telo samo sebe krepi in živi svoje življenje. Ne? Ampak da je človek kompleten. Ta trojnost, duhovna, verska razsežnost, psihična razsežnost in fizična razsežnost človeka. Ne? No in v športu se to zelo dobro pokaže. Ne? Zdaj, seveda, tu vidimo bolj ta zdrav duh v zdravem telesu, ampak seveda vidimo pa, da v ozadju dostikrat pri športnikih je močna ta religiozna zavest. Športnik, tudi ki je zelo uspešen športnik, zanimivo, ne, zelo uspešnega športnika boste prepoznali po eni taki nenavadni lastnosti, ki je zelo duhovna in to je ponižnost. On se počuti obdarjenega. Jaz imam ta dar, ne. Meni je to nekdo dal. Jaz sem bil v to poklican. In se čuti obdarjenega od Boga samega. Ne? In včasih to tudi povejo v intervjujih. Ne? Meni je Bog te lastnosti dal, meni je dal to kot neki poklic, da razvijam šport in razveseljujem ljudi, občinstvo, z mojimi veščinami, ne? In z mojo igro in tak. Tako da imamo zdaj pri športnikih ogromno pričevalcev praktično. Ne? Včeraj je, če smo zdaj pri Španiji, ne, za Španijo igra ta prihodnji up svetovnega nogometa, Lamine Yamal, ki je z Barcelone doma, maroških staršev, musliman, ne? In včeraj je dal svoj prvi gol na svetovnem prvenstvu. Potem, ko so ga objeli tovariši, je odletel na en prazen kos zelenice, je pokleknil, pokazal gor in potem se do čela, tako po muslimansko, priklonil, da je čelo položil na zelenico. Ne? Se je poklonil Allahu. Ne? Torej je izpovedal vero v Allaha in pričeval. Zdaj pa, hvala Bogu, prvenstvo poteka v eni liberalni in odprti Ameriki, kjer te prizore potem režiserji postijo, da jih mi do konca vidimo. Tu v tej evropsko-antiklerikalni sferi, ne, imamo dostikrat tako, da ko se postane zanimivo, odrežejo. Ja, ko se začne en prekriž v imenu očeta in sina, še vidimo svetega duha, pa več ker režiser že odseka, ne, križe in to in versko izražanje in so bile celo neke debate v UEFA že, da bi versko izražanje prepovedali, ne. Potem tudi družinsko izražanje boš prepovedal, ali kaj? Ne, tisti, ki ima nosečo ženo, pokaže, da misli na svojo nosečo ženo, pa pokaže trebušček ali pa se da žogo po spodaj. To so razni taki izrazi veselja. In tudi to versko izražanje vidimo. In praktično zdaj se to precej sprostilo, tako da praktično v vseh reprezentancah imaš tudi v teh nordijskih, ki nisi bil vajen teh protestantsko-nordijskih, klasičnih, Norveška, Švedska in to, ne, imaš zaradi migracij, ne, tudi bolj sproščen odnos do religije in več tega kazanja vere. No, tako da z tega vidika, torej je ta nogomet tega duhovnega vidika, ima to pozitivno sporočilo. Veste, to je dosti vredno, da tako Ronaldo, kot Messi, kot zdaj Lamine Yamal, in še bi lahko naštel tele Modrić, recimo, ne, tu z naših koncev bolj, da so vsi ti verni. In da to pokaže, in da to tudi povejo, da jih ni narodno. Ne. Hrvaška reprezentanca hodi skupaj na sveto mašo. Gre skupaj na sveto mašo z trenerjem Dalićem vred, ki ima rožni venec vedno v žepu. Ne. Torej, to je zelo pomembno, to so močna sporočila, ki jih mladi absorbirajo. Tudi če samo gledajo, pa vidijo en prizor, to absorbira. Ja. Tudi recimo naš misionar Peter Opeka, ne, znani nogometaš oziroma evangelizira na Madagaskarju tudi z igro nogomet. Ne? Ja. In papež, recimo tudi Leon, ne, je velik navdušenec. Ja, papež Leona so na avionu proti Španiji vprašali, za koga pa potem navija. Je rekel, kot papež za vse klube, kot prevost pa za Real Madrid. Se pravi, kot navaden človek sem pa za Real Madrid, reč kot papež pa za vse klube. Ne? Tako je lepo povedal. Torej, ja, in so to zelo lepa sporočila. Ne? Poleg tega duhovnega sporočila, ki ga imamo, ki je pač vendarle za zraven, ne? Ker glavni je šport, glavna igra, imamo potem še tudi močno to politično sporočilo miru. Zelo pomembno je, da imamo svetovno prvenstvo za sporočilo miru v času, ko smo na robu tretje svetovne vojne.
Zelo pomembno je, da Iran igra nogomet na tleh ZDA. To so izjemno močni trenutki, ne, ki relativizirajo tisto bojno retoriko in tisto izstreljevanje raket drug drugih. Ne. Pa tudi to, ne, da naj bimo nogomet ponujal ta toksično moškost, ja, no, pa zmago kapitala in tako naprej. V slovenskem prostoru imaš potem vedno vedno jih nekje potegnejo tele strokovnjake, to so tisti tipa, da harmonika pomeni fašizem, ne, ki je vedno potem neko tako čudo te marksistične ali pa frankfurtsko-marksistične ideje potegnejo iz nekega teh. No, in si že imel to, ne, da je to kapitalistični dogodek, pomeni, da zmago kapitala v smislu, ne, da močnejši premaga šibkejšega, kapitalsko močnejši šibkejšega. Ampak lahko tako gledaš, ne, ampak lahko pa tudi vidiš tu žlahtnost kapitala, da imamo toliko kapitala in da tudi revne države se dvigujejo kapitalsko, da ustvarjajo močne reprezentance. Ne, jaz bi rekel, zmaga kapitala je tudi to, da afriške dežele lahko vedno bolj konkurirajo evropskim. Tudi to je zmaga kapitala. Da rastejo v športni odličnosti in da imajo toliko viška denarja, ki jo lahko usmerjajo v šport. In se šport, ko se razvija demokracija, ko se razvija gospodarstvo, se tudi razvija šport. Ne? In je ta razvoj športa znamen enega zdravega kapitalizma tudi. Ne? Ali pa toksična moškost. Ne? Rečejo, da to moški, ne, ta moška bojevito se izraža, zdaj to so sodobni gladiatorji, tu prostora za žensko miselnost ni, to je že samo po sebi antifeministični pojav, nogomet, ne, dedi se ruvajo tam, ne. Ja, toksična moškost, ali pa bi rekel plemenita moškost, ne. Tu vidimo v športniku, v nogometašu, vidimo odziv tistih starih viteških idealov. Ne? Moški, ki razvija svojo moč zato, ker nekoga predstavlja. Igraš za svoj klub, igraš za svoje mesto, igraš za svoj narod. Ne? In izpostaviš svojo moško moč, zastaviš za to. Torej, si zaščitnik, si vitez, si nosilec zastave, narodnih simbolov, ne? In se s tem greš konkurirati drugim, se pokazati. To je torej moškost v svoji odličnosti, ne v svoji toksičnosti. Lahko tu vidiš v nogometu. Pač kako gledaš na nogomet? Zdaj, ti ljudje, ki so pač v manjšini, ampak so običajno zelo glasni, ti razni ideologi, levičarski, ne, pač poskušajo vse posod videti vedno isto, vse imajo vedno iste fraze, ne, kapital zmaguje, pozablja se na revne, ne vem kaj vse, ne, pa ta toksična moškost. Medtem ko pa, če malo širše pogledaš, pa vidiš veliko lepega in pozitivnega. Hvala lepa za enkrat, nadaljujemo po oglasih. Oddaja Spoznanje več, predsodek manj in zdaj še en del najinega pogovora. Magister Branko Cestnik, tik pred praznikom, dnevom državnosti, smo 35 let je, odkar smo svojo državo dobili. Si upam trditi, da je redko kdo popolnoma zadovoljen, ampak ta je, ki jo imamo, edina. In midva se bova skušala zdaj v tem zadnjem delu pogovora torej osredotočiti nad tem, kaj vendarle lahko pohvalimo in kakšni naj bi bili pogledi naprej. Kaj menite? Zdaj, jaz bi vas, gledalce, poslušalce, povabil, da se tako kot kaki zlatoporočenci ali pa srebrnoporočenci spominjajo poročnega dne, ne, tako da se tudi zdaj mi lahko spomnimo tistih dni. Mnogi, ki smo stari več kot 35 ali pa 40 let, recimo, ki še imamo spomin, ne, se tistih dni spomnimo celo od ure do ure, kako so tisti dnevi potekali, ker je razglasitvi samostojne Slovenije in dvigu zastave v Ljubljani na Trgu Republike sledila 10-dnevna vojna, se pravi drama in tragedija. Ampak tudi tisto smo dali skozi in preživeli. No. Tako da bi rekel, spomin, ne, in hvaležen spomin na tiste dneve. To so bili dnevi, ko so v tisočletni zgodovini enkrat zgodijo nekemu narodu.
Ne? In mi smo generacija, ki smo to doživeli. In to je vir hvaležnosti, da si bil lahko zraven. Kot volivec ali kot akter, kot ne vem, član teritorialne obrambe, kot nekdo, ki je čepel v kleti, pa čakal na bombni napad, takrat, ko so rekli, da so z Bihača se dvignili avioni proti Sloveniji, takrat smo pričakovali bombardiranje skoraj vsakega mesta, ne? Potem z tistega, hvala Bogu, nič ni bilo. Torej, ta hvaležni spomin. In tudi analiza, ne? Imenitnost, junaštvo našega naroda v tem trenutku, ne? Korajža. Ne? Aristotel ima oziroma antika ima 4 glavne kreposti. Ne? In Aristotel pravi, prva krepost je pogum. Rad bi bil moder, rad bi bil pravičen, zmeren, to so tiste 3 kreposti, ampak nič ti ne pomaga, če ti nimaš poguma za modrost, poguma za pravičnost in poguma za zmernost. Prvo je pogum. Ne? In ta krepost poguma se je takrat v slovenskem narodu izrazito pokazala. Od naših voditeljev, Peterletova vlada, torej, ne? Do potem vseh teh struktur, ki so se na hitro dvignile kot en mož in zaščitile našo mlado državo in tudi mlado demokracijo. No, to je, bi rekel, to razodetje poguma me še kar naprej navdihuje, ko to pomislim. Kako boste vi praznovali? Ja, mi imamo zdaj, pač v naši konci so te maše za domovino tako in tako. Letos je tako, da mašujem eno mašo za domovino, na eni pa somašujem. In poleg tega, da še imam na župniji svojo mašo. In da sem tudi na občinskem proslavi govornik. Občinski dogodek pa bo kar tam, na eni podružnici bo maša za domovino, tam nad Vojnikom, ne, potem pa kar občinski dogodek pa kar zraven, pri Planinski koči. Že veste, kaj boste povedali? Približno to, kar danes govorim, upam. No, ker tudi govor ne sme biti dolg 10 minut, ne, ja. Tako, no, to praznovanje, potem imamo Slomškov pohod, 25. je običaj, da se gre Slomškov pohod med Olimijami, torej, oziroma na tej relaciji Nova Cerkev, kjer je bil Slomšek kaplan in kjer se je rodil, se pravi, Ponikva. Slomškov pohod. Mi potem na kakšen dan kasneje dobimo še obisk argentinskih Slovencev, ene skupine maturantov, glasbenikov, ki bodo imeli koncert kar pri nas na župnijskem dvorišču, na prostem. Los Tilos se reče skupini, kitaristi in bobne imajo. Torej, tako, no, to bomo vse ta praznovanja bojo, ne, in to je pravi pristop, torej spomin in praznovanje in veselje. Ne? To je tisti prvi temeljni pristop k takemu trenutku. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da nekako izpostavimo, da kljub temu, da smo včasih slabe volje, ne? Da nas politika lahko razočara do konca. Ampak vendarle, to, kar smo dobili, ne? Svojo lastno državo, vse institucije te države, to bomo še vedno lahko popravili, ne, kar se je nekoč morda narobe naredilo. Važno je, da bo država ostala. In spomini in občutki, ki nas ob tem prevevajo, so dobri. Ne? Se pravi, je več tistega, kar nas navdihuje, kot tistega, kar nas tlači k tlom. Hiša, ki smo postavili, ima streho. Ima trdno temelje in trdno zidovje. Zdaj pa notri še treba marsikaj poštimati, ne? Pospraviti, ne? Seveda, Slovenija je zgodba uspeha, tega ne smemo pozabiti. Mi smo zgodovinsko gledano mali narod, ki je preživel, ki je ostal. Mi smo mali narod, ki je ostal. Torej, lahko bi tudi izginili. Ne? Kot recimo Bretonci. Ja, nekje, ali pa Katalonci. Vidite, se zlili. Ja, Katalonci, ko smo prej govorili, ne, o Kataloncih, torej so narod, imajo svoj jezik, svojo kulturo, ampak nimajo svoje države. Ali pa Baski. Ne, torej, mi imamo še svojo državo zraven, ne, torej veliki dar te države in smo uspeli. In ta uspeh traje. Ta uspeh se ni izgubil. Mi nismo neuspešna demokracija ali pa neuspešna državica. Ne. Ta uspeh traje. In ta uspeh ima, če sem prej govoril o pogumu, ne, tem karakterju poguma ali tej vrlini poguma, ima svoje temelje ta uspeh v ljudstvu, ki je pogumno in delavno.
Seveda politika nas včasih kot kakšen resničnostni šov popolnoma zapopade in samo o njej razmišljamo in potem skozi njene filtre gledamo na stvari. Meni se je enkrat zgodilo, ravno ko smo tu snemali oddajo, sem hotel biti pameten in sem hotel z Ljubljane pobegniti čez Gorenjsko, ne? Čez Tuhinj, pa da ne bi v tej hudi gužvi šel tukaj čez na glavno avtocesto, pa potem tam v tisti pleh noter in tak. In sem rekel, jaz pameten Branko bom šel na Gorenjsko in bom tu čez Šentvid gor, pa Vodice, pa Kamnik, pa Tuhinjska dolina, vsek. In potem, kaj se mi je zgodilo, industrijska cona Žeje, Komenda, delavci so šli vsi ven, sem pa tam stal na cesti. In sem potem razmišljal, lej koliko ljudi dela tu noter v tej industrijski coni. In če ne bi zdaj v tej prometni špici prišel sem, ne bi niti vedel za njih. In sem rekel, in to so ti, ki Slovenijo gor držijo. Od tot davki grejo v Ljubljano. Od tot. Se Ljubljana si ne tiska denarja sama sebi. Pobira od okrog, odkot pobira? Pobira od takih ljudi, od pridnih mravljic. In ta pridna mravljica Slovenec je ostal in ga imaš vse posod. In samo velika žalost je, da nam uhaja v tujino, ne? To je žalost. In ta pridna mravljica je temelj naše gospodarske uspešnosti, potem pa tudi seveda davčne stabilnosti in da država deluje pač preko davkov, ne? In to moramo spoštovati, te pridne Slovence. Nič ni narobe, ne? Če bomo torej dvignili zastavo, odprli kakšen šampanjec. Tako, ja. Mi imamo razloge za praznovanje, torej, in tega pozitivnega duha nam zdaj tudi te sprotne politične stvari ne smejo vzeti, ne, ali pa, se pravi, politika, enkrat je Don Giussani, no jaz sem v Rimu večkrat se srečeval s temi izgibanja Comunione e Liberazione in takrat, če je njihov ustanovitelj Don Giussani živel, to je bil zelo vpliven italijanski duhovnik, zelo voditelj enega mladinskega in sploh enega velikega gibanja, ki je bilo neke vrste nova katoliška akcija, ne. In sem šel poslušati dvakrat njegova predavanja, res je govoril z ognjem in precizno je formuliral stvari. In on je enkrat rekel, pozor, politika je entertainment. Politika je zabava. Ne? Politika je lahko, danes bi rekli, resničnostni šov. Politika lahko ima namen ti napolniti glavo s političnimi vsebinami, pa kdo bo koga, pa kdo je močnejši v parlamentu, pa kdo je bolj večji mojster v politiki, pa kdo je bolj koruptiven. Ti ima sposobnost zapolniti glavo z vsebinami, da ne bi ti mislil na bistvenejše, kar je recimo z krščanskega vidika rešitev duše, ne? Pravi, odrešitev človeka. Ne? In tudi v slovenskem prostoru se včasih zdi, da ta naša politika, in to strašno zanima za politiko, neke vrste šov, neke vrste entertainment, zabava, ne? Da mi zapolnimo, zabava v smislu, da možgane zapolnimo z neko vsebino. Tako kot pač zvečer gledamo neke nadaljevanke, tako čez dan še razmišljamo o politiki. Ne? In to ni prava vloga politike. Ne? Politika ni šov, politika ni zato, da bomo mi svoje strasti sprožali. Ne? Zdaj se pa zdi, da gre v to smer. Ne? In politična novica je, kaj je rekla ona proti onemu. Pa kak je usta potegnila, ko mu je to rekla. In take stvari so postale politična novica. To je resničnostni šov, to je bolj za psihoterapijo, ne pa za parlament. Ne? Torej, da bi imeli spet politiko, ki je politika. En avtor je rekel, avtor, zdaj se ga ne spomnim, sem ga pa na X-u citiral, ker sem to misel pri njem našel, je rekel, propad naroda se začne po dveh znamenjih. Umetnost, ki ni več umetnost, in politiki, ki niso več državniki. Umetnost, ki ni več umetnost, kultura, ki ni več kultura, in politiki, ki niso več državniki. In to drugo se meni tudi zdi, ne, da se zdaj v Sloveniji dogaja. Politiki, ki niso državniki. In potem to državniško vlogo, ki je nimajo, nadomeščajo z nekim nastopaštvom. Torej, to bi mogli nekako znati spet dobiti politike, celo levih, desnih generacij politikov, ki bi imeli ta državniški čut, ki bi goreli, kot je rekel Gaudi, najprej ljubezen, potem tehnika, ne? Ki bi tudi znali reči najprej ljubezen do naroda, potem politična obrt, ne? Ki bi torej bazirali na ljubezen do naroda in iz tega potem bi delovalo, njihovo politično delovanje izhajalo. Ne?
To si želim, recimo, takega političnega razreda, ne, spet, bi rekel, klasično močnega, državljansko čutečega in do ljudstva ljubečega političnega razreda. Torej zdaj ob kresnem večeru, ne, tudi kres za domovino, druženje ljudi, kakšna lepa misel, kakšen nagovor. Ja, kresni večer, zdaj nam je 1. maj požar krese, ne. Kresovanje, tradicionalno slovensko kresovanje ni bilo vezano na 1. maj. Mi na Štajerskem smo ga imeli na Veliko soboto po noči. Iz sobote na Veliko noč, jutraj, pras, na Dravskem polju so goreli kresovi, to je bilo naše kresovanje, recimo. Potem pa je to šlo na 1. maj, iz velike noči na 1. maj. Staro slovensko kresovanje pa je na svetega Janeza, ne, krstnika, se pravi na predvečer najdaljšega dne, ki pa tudi sovpada seveda z praznikom državnosti. No, in to je tudi ena izmed načinov, da lahko ljudje praznujejo ogenj, ne, kot simbol preroda oziroma tudi kot simbol energije, ne, ki narod ima, potrebuje, in potem tudi ljudstvo, ki se zbere okrog ognja kot simbol skupnosti, ne, ki je pri tem viru energije, ne. To je recimo na Jožefovem hribu v Celju še to tradicijo krasovanja vedno ohranja in imajo tudi lep množičen obisk vsako leto zvečer. In vi kot pisatelj, recimo, kot človek, ki zlaga besede, da tudi dobro zvenijo, ne samo, da kaj lepega povejo, ampak tudi, da nekaj, bi rekel, zveni tako v ušesu. Kaj bi rekli ob 35. rojstnem dnevu naše domovine Slovenije? Torej, če malo povzamem, kar sem rekel. Naj ne izgine pogum. Pogum mora ostati. Pogum je uvod v ostale kreposti. Potem, naj ne izgine delavnost. Slovenec, pridna mravljica, ki nosi na svojem hrbtu ogromno državo, bi rekel na nek način, ne. Mal narod, ki pa nosi veliko zgodovinsko odgovornost, ker ima svojo državo na tako lepem koncu sveta. Ta pridna mravljica se ne sme utruditi. Mora verjeti v svoje delo in mora biti nagrajena za svoje delo. Mora živeti v mirni, lepi, dostojni državi, ker je pridna. Ker plačuje davke in je pridna, ne. Potem za tiste, ki so odgovorni v politiki, pa seveda da gojijo pri sebi ta, bi rekel, politika ne samo kot obrt, ampak tudi kot neka oblika duhovnosti, neka oblika ljubezni do naroda, ne. To je rekel Pavel VI, je rekel celo drzne besede. Politika je visoka oblika ljubezni. To je definicija blaženega papeža Pavla VI o politiki. In to bi tudi naši slovenski politiki lahko bolj si vzeli k srcu. Jaz sem poklican k visoki ljubezni do svojega naroda. Tako, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, drage gledalke in dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili z nami danes v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Z magistrom Brankom Cestnikom sva razmišljala o več temah, končala pa z novico oziroma razmišljanjem o naši domovini, o 35-letnici samostojne slovenske države. Naj vam politika ne ukrade praznovanja, ampak naj vam ga da na višjo stopnico. Se pravi, naj bo današnje praznovanje, ki je tik pred nami, res povezano z domovinskimi čustvi, z tem, da se med seboj razumemo in da si seveda prizadevamo za blaginjo naše domovine. Hvala lepa za nocoj. Hvala. Vse dobro. Hvala.